Lepo pozdravljeni na predstavitvi knjige Kompleksi. Kako se knjiga rojeva, je vedno en poseben proces. Nihče ne ve, kdaj se bo rodila, vsi upajo, da se bo rodila. Delajo, pač avtor je, ker je to prevod, je avtor že nekaj časa knjigo naredil v nemškem jeziku, pa je šla v angleščini in praktično v vseh svetovnih jezikih. No, potem pa seveda najde nekdo, ki odkupi avtorske pravice, potem se išče prevajalca, ki je tukaj na moji levi, to je Zoran Leban-Troja, ki je knjigo prevedel. Potem dela lektorica Maja Saveli, ki prav ni mogla priti danes. Dela urednik Robert Špan, ki ga tudi danes ni tukaj. Pa potem seveda dela oblikovalec, to je bil Igor Kogelnik. In seveda dela Jure v tajništvu, ki koordinira. Potem tudi moja malenkost, ki sem knjigo ves čas bdel nad procesom in skušal pač doseči, da se knjiga rodi. No, in na začetku je kar nekaj časa minilo. Knjiga je bila prevedena, potem je bil nekaj vrste zastoj, nismo vedeli, kdaj bo knjiga išla. In potem je išla v enem mesecu, če se ne moram, mesecu pa pol, tako smo se odločili, da bomo lansirali. Tako da sem prav vesel, da se je to danes zgodilo. Bila je tudi dobro načrtovana, skrbno načrtovana, lahko ste jo naročili v prednaročilu. Tako da avtor je pa Hans Dickmann, ki je že pokojni, preminil je 2005, živel je 84 let in je napisal je ogromno knjig z področja jungovske psihoanalize, torej analitične psihologije. Dve knjigi pa sta, ki sta mogoče res tako izstopata, in to sta knjiga Kompleksi in pa Metode v analitični psihologiji. No, ta knjiga je tudi že na poti in bo kmalu prizorano, oziroma je že v delu. Torej, on je avtoriteta na področju jungovske psihoanalize, avtor Hans Dickmann, v nemškem in svetovnem merilu. Bil je specialist interne medicine, psihoterapevt in psihoanalitik, ustanovitelj Jungovega inštituta v Berlinu in predsednik Mednarodne jungovske zveze za analitično psihologijo. No, to, da nimamo nekih učbenikov v okviru jungovske veje psihoanalize, na nek način govori o sami vedi, ker jungovska psihoanaliza je v primerjavi z Freudom je pač postmodernistična, da tako rečem. Freud je bil zelo moderen s svojo metodo, Jung pa je bil potem postmodern, ker je razgradil, dekonstruiral v množico različnih pristopov, ki veljajo v jungovski smeri psihoanalize. Jung je bil znan po tem, da je smatral, da je vsak psihoanalitik bi moral razviti svoj način dela. Zelo je bil proti imitaciji, proti temu, da se ga posnema, in je zagovarjal, da človek sam takšen, kot je lahko največji garant za to, da pomaga kot terapevt in kot analitik nekomu, ki išče pomoč. Se pravi, stavil je na to, večkrat je rekel, recimo, naučite se vse možne tehnike, psihoterapije, psihoanalize, ampak potem, ko delate z nekom, poskusite najprej se pogovoriti kot človek s človekom, šele potem boste videli, kako lahko morda nekomu pomagate. Kaj je hotel avtor? Zoran, ti si s knjigo najbolj intimno do sedaj od vseh nas povezan, na to, da si vsako besedo prežvečil, premislil, dal v kontekst, googlal najbrž tudi marsikakšen izraz, kako se prevaja.
Ja, jaz sem bil s knjigo kar dolgo v nekem odnosu. Jaz sem knjigo prebral eno leto, preden smo se sploh začeli pogovarjati, ko bi jo prevedel. Porabljal sem jo tudi za prispevek na lanski akademiji, ki sem ga tudi pisal še prej, preden je pač Matjaž dal to na mizo, da imamo to knjigo prevesti. Naj se za začetek zahvalim za to priložnost, ker mi je bila res privilegij iz večjih razlogov. En od razlogov je gotovo ta, da je bistveno lepše prevajati nekaj, kar ti je blizu, nekaj, s čemer se sproti učiš. Jaz nisem poklicni prevajalec, to je bila moja 4. knjiga sicer, ampak mi je bila zelo blizu, že ko sem jo prebral. Zaradi tega, potem, ko je prišla ideja, da bi jo prevedel, sem bil navdušen in tudi zaradi tega navdušen, ker pač kot nekdo, ki ima študira te stvari, dejansko pogrešam več literature, ki bi nam na neki bazični ravni predstavlja neka izhodišča. In ta knjiga je točno to, tudi dobesedno pravi, da je njegov namen razviti neko splošno teorijo kompleksov. Navaja seveda se ves čas sklicuje na Junga, pobira iz tih desetletij, koščke skupaj, ampak pravi, to je zdaj to. Jaz pa vseeno mislim, da je prišel čas, da naredimo korak naprej od tukaj, da poskušamo množico nekih kompleksov in nekih izhodišč, po katerih lahko komplekse definiramo, spraviti nekje v nek okvirček. Pravi, jaz sem pač želel razviti to splošno teorijo kompleksov in narediti knjigo, ki bo primerna tako za začetnika, zato da razume, kako se tega lotiti, kako razumeti celotno psiho, v končni fazi in celo terapijo, in pa hkrati tudi priročnik za vse tiste praktike, skratka psihoanalitike s prakso, ker se pač dostikrat v stotinah ur dolgotrajne terapije prihaja toliko in toliko elementov na kup, ki jih je težko slediti in s pomočjo tega bi se jih laže nekako sistemizira in mogoče pač gre malo v globino. Mogoče to za tiste, ki nimamo te izkušnje zares kot analitiki. Včasih pride do neke točke, ko je bolj zahtevna. Njena kvaliteta je pa ravno v tem, da če vsaj malo se ukvarjamo s tem, nam pomaga razumeti funkcioniranje psihe in nam tudi pomaga pri delu recimo z astrološkimi klienti, tudi povezati pravzaprav te dve stvari. To sicer ni bil njegov namen, ampak na nek način bi si ga prav želel, da bi bil človek sam z vsem, kar vidiš od zadnje, koliko je bil erudit in kako je razmišljal, to je tudi ena prednost, ki jo spoznaš, ko knjigo prevajaš. Mi je bilo na nek način žal na koncu, da se ni ukvarjal še s tem delom, pa še tukaj mogoče kaj povezal. In drugo, kar je mogoče ključen poudarek te splošne teorije kompleksov, je to, da pravi, da bi po njegovem mnenju se pač mogli vrniti na izhodišče in vedno izhajati iz dveh osnovnih kompleksov človekove psihe, to je očetovskega in materinskega, ki sestavljata tudi velika mati in velike oče, tudi sebstvo. In potem to, pravi seveda, to ni dovolj, tukaj naprej moramo diferencirati na pozitivne in negativne in pa na elementarne in transformativne, skratka komplekse elementarnega in transformativnega značaja. In če si to znamo dosti dobro predstavljati, potem nam pač ne bo težko nobenega kompleksa, ki ga vidimo po javnosti, pa ga lahko imenujemo kompleks moči ali pa kjerkoli drugega, nazaj pripeljati na izhodišče, ker izhodišče po pač njegovih besedah, po njegovem mnenju je vedno v enem od teh kompleksov. No, Freud je videl predvsem dva kompleksa. In sicer jih je videl kot mehanizma, in to se pravi kastracijski kompleks, torej dečkov strah pred tem, da bi ga oče kastriral in da ima oče večjega od njega. In potem še Oedipov kompleksa, ko bi recimo deček hotel odstraniti očeta, zato da bi se z mamico poročil. Torej ta zadnji, oedipski kompleks, ne bi bil potem vzrok za tekmovalnost
tudi kasneje v življenju, ne, za ljubosumje, trikotnik in tako naprej. Jung, ne, o katerem doktrini piše Dickmann, s svojimi kompleksi, je seveda imel en drugačen pogled na komplekse in tudi iz Jungovega pojmovanja kompleksov so izšli kompleksi takih, kot jih imamo danes, ki jih vidimo pri drugih, mogoče jih celo vidimo tudi pri sebi, jaz sem takšen pa takšen kompleks, manj vrednosti, materinski kompleks, učiteljski kompleks, kompleks učitla, kompleks terapeuta, kamorkoli pridem, hočem terapirati ljudi, da bi se zavedal. Potem učitelji, kamorkoli grejo, učijo ljudi, profesori, imajo tendenco učiti. Tako naprej se pravi, da kompleksi po tej Jungovi logiki se ves čas tudi rojevajo. Vse, kar počnemo, ustvarja nek konglomerat psihičnih spominov, kot neko energijsko polje, v katerem so spomini, doživetja, izkušnje, fantazije, torej pozitivne in negativne, sprejemajoče in to takšne težje. Te potem tvorijo torej deformiramo se skozi svoje življenje. Po eni strani analiziramo svoje komplekse, recimo v neki lastni terapiji, po drugi strani pa jih ves čas ustvarjamo s tem, kar počnemo. Mogoče bi tukaj prebral en odlomek iz Dickmannove knjige. Komplekse so poznale in opisovale vse kulture, tako v daljni kot v bližnji preteklosti, čeprav jih niso poimenovale s tem imenom. Primitivna ljudstva, ki so očitno lažje podlegla psihični disociaciji, so poznala obsedenost z duhovi, demoni ali celo z bogovi. Te sile si kot sekundarna osebnost prisvojijo položaj ega in ogrožajo težko obvladljiva čustva in dejanja, ki so dejansko tuja normalni osebnosti prizadete osebe. No, če tukaj morda malo prekinem, torej ta čustveno nabit kompleks pomeni, da je kompleks. Torej, kadar se znajdemo v situaciji, da kompleksno reagiramo, takrat pravzaprav govori iz nas nekaj, kar bi morda, ko smo bolj pod kontrolo, ne delali. Rečemo določene stvari, čustveno se odzovemo z neko energijo, z emocijami. To je takšno tipično delovanje kompleksa. Šamanizem, kot ga je opisal Eliade, v glavnem se stoji iz odstranjevanja tujih čustvenih komponent iz telesa ali duše osebe, ki trpi zaradi takega pojava. No, starejši narodi so nekako mislili, da dušo obsede dobesedno nek demon, duh in šamani so bili in so še vedno namenjeni temu, da izženejo tega duha, nekaj, kar je človeka obsedlo in kar se kaže recimo tudi skozi neko tesnobo, ali pa paniko, ali pa z nekimi določenimi, neko obsedenost z določenimi mislimi, ali pa tudi dejanjem. Tako da v sodobnem jeziku bi to imenovali kompleksom ali od prenapihnjenosti zaradi kompleksa in potlačitev kompleksa nazaj v nezavedno. Torej, a vidite, tudi ta beseda prenapihnjenost, znak, da je zadaj nek kompleks. Recimo nek ateist bi lahko rekli, da ima kompleks Boga. Torej, če reče, da ni Boga, pomeni, da ga je potlačal. Recimo, tudi to bi bil lahko kompleks. V primeru tako imenovane izgube duše, torej hudega nezavedanja ega, se šaman odpravi na potovanje v zgornji ali spodnji svet, da bi poiskal izgubljeno dušo. To je to. No, in govorimo pač v analitični psihologiji o dveh osnovnih kompleksih, malce si jih že omenil, kako jih je avtor opredelil. Če nam lahko malo povišeš, Zoran. Ja, pač na eni strani to, kar sem že omenil, torej pozitivni, negativni, pa elementarni in transformativni značaj. In potem kar nekaj pozornosti posveti predvsem materinskemu kompleksu,
in predvsem pozitivno v materinskemu kompleksu zaradi tega, ker pravi, da ga fascinira, okay, zdaj moramo pač vedno imeti v glavi, ko beremo knjigo, da je to nastalo pred 30 leti, da ga fascinira, kako težko celo praktiki, analitiki pravzaprav razločijo, kaj je pozitiven materinski kompleks in kako težko se sprijaznijo s tem, da mu ne dajo tudi avtomatično pozitivnih konotacij, oziroma da mu dostikrat, da se smatra, da ima, če je pozitiven kompleks, pravzaprav pozitiven vpliv. Kar vemo, da ni res. In tukaj to lepo pojasni, recimo ima kar nekaj primerov. Primeri so vedno ravno toliko dolgi, da res lepo razložijo to, kar je hotel nekako povedati, oziroma pokažejo, kar je hotel povedati. Dveh moških z različno usodo. Eden je bil 5 let poročen, vedno doma, ko mu je odmrla mama, ga je zapustila žena, je padel v globoko depresijo, kar naenkrat, medtem ko drugi je bil uspešen, poročen, ženskar, in se je počasi v njega kradla tudi depresija, aritmija in tako naprej. In potem pokaže, kako je prvega Petra v bistvu obvladoval elementaren pozitivni materinski kompleks. Mama je pač vedno za njega vse skrbela. Videl je kot žrtev, kako je vse žrtovala za njega in je celo življenje preživel med nekimi 4 stenami, ki se je pač počutil varnega. In ko je mama umrla, je cela zgodba razpadla, seveda je žena tudi takoj nehala biti rezervna mama in se je pač na nek način mogel začeti soočati s tem kompleksom, medtem ko pri drugi je pa imel mamo, ki je bila zelo aktivna, ki je imela ogromno ambicij za njega tudi, čeprav sama ni bila zelo uspešna, ampak je vedno imela neke posle, ki so nastajali in se rušali, in ne glede na to, da bi on potem zelo uspešen, na neki točki, tam nekje v drugem življenjskem obdobju, ko se je začel ugotavljati, da ne more več prav daleč zrasti, da ne more več veliko mnogo doseči, tudi ugotovil, da ga obvladuje druge vrste pozitivni materinski kompleks, skratka transformativni, ki je od njega skozi nekaj zahteval. In je živel v skladu z zahtevami matere, ki je nosil s seboj, ne glede na to, da sta oba o materah mislila vse najboljše, jih to ni rešilo soočenje sami sebi. In takih primerov na različnih nivojih je še kar veliko. Meni je zelo všeč recimo tudi primeri, ko predvsem s sanjami razlaga strukturo enega ali pa drugega kompleksa. Tega ne bi razlagal, si je treba pogledati predvsem komplicirano skico, ampak malo po malo se tudi tam prikopljaš do enega lepega pogleda med tistim, kar se dogaja vsak dan in tistim, kar izhaja iz arhetipov z nezavednega in na nas vpliva seveda preko kompleksa. Torej, tle v analizi kompleksa se nahaja tudi nek arhetip. To o tem piše. Torej, da je ko luščimo spomine, ki se tiče recimo podobe matere, počasi kompleks razpada in v končni fazi pridemo do neke mitološke, arhetipske figure. Dobro, on je tukaj imel arhetip velike matere, boginja žita in plodnosti in primarno negovalnega značaja na oralni ravni, to je bila Demetra iz grške mitologije in Ceres iz rimske, ki je identična Demetri. Demetro vedno spremlja njena hčerka Kora, ki postane Persefona, sovladarka podzemlja, potem ko jo ugrabi Had, s katerim se kasneje poroči. No, ampak imamo tudi Marijo, recimo imamo
Ne? Sploh v krščanski tradiciji imamo Marijo, ne? Torej mater, ki se žrtvuje, ne? Ki neprestano skuša ugajati svojemu partnerju, ki nima lastne osebnosti, ne? Ki je pravzaprav tudi neko lepilo, recimo, zelo pomembno, ne? Pomembno je za arhetipsko podobo, da ima svoje lepilo, ne? Ki pomeni, da se potem duševno se strukturira v skladu s tem arhetipom, ne? Ki ga predstavlja arhetipska podoba in se pravzaprav, ker so arhetipi seveda tudi sprejeti na kulturni ravni, pomeni, da se prenašajo z vzgojo in izobraževanjem, ne, na različne načine. Tako da, ko analiziramo v praksi, ko analiziramo kompleks, ponavadi pridemo do neke oblike arhetipske podobe. Ne. Recimo pri očetu, ne, očeta ne letimo lahko kot na nekega zahtevnega, strogega, autoritativnega, restriktivnega očeta, ki je bliže nekemu Saturnu iz rimske, oziroma Kronosu iz grške mitologije, ali pa krščanskemu bogu očetu, ki je zahteven in ki je superioren nad družino, ali pa ga srečujemo v obliki pozitivnega očetovskega permisivnega lika, ki je bil bolj podoben rimskemu Jupitru ali grškemu Zevsu, kjer je za preveč permisivno vzgojo, predvsem in potem posledično za pričakovanja brezpogojne sprejetosti v družbi, ker se seveda potem tudi pokvari, gre za pozitivna pričakovanja navzven. No, v vsakdanjem govoru tudi uporabljamo pojem kompleks in ego, no, manj znano pa je, da je ego tudi kompleks. Če boš ti kaj povedal o tem, kako je ego tudi kompleks. Ja, dvakrat je, da je manj znano. Manj znano je tudi pravijo, da doskrat rečemo, da imamo kompleksa, ampak da v bistvu imajo kompleksi nas. Zdaj je teorija, da je celotna psiha sestavljena iz kompleksov. Skratka, mi vsi ves čas smo ena zbirka enih kompleksov in ego ni nič drugega kot na nek način malo drugačen, morda strukturiran kompleks, ki upravlja z ostalimi. Upravlja na ta način, da pač ocenjuje in v primernih situacijah uporabi energijo oziroma konstelacije kompleksov, ki mislijo, da so pač primerne za odziv v določene situacije. Glede na to, da je vse skupaj povezano z libidom, z distribucijo psihične energije, skratka, vsak od teh kompleksov ima neko določeno svojo količino in v neki relativno, močemo uporabiti besede, nezakomplicirani psihi, recimo, skratka, psihi brez večjih osamosvojenih kompleksov. Potem ego lahko relativno solidno izbira, oziroma relativno svobodno izbira te odzive. Takoj, ko je pa kakšen kompleks iz takega drugačnega razloga potlačen, oziroma se na njega iz takega drugačnega vzroka vežejo večje količine energije, pa dela po svoje. V različni meri, tam naštevam, mislim, da 7 ali 8 različnih opcij, kako je lahko kompleks v odnosu z ego kompleksom. Jih ne bom našteval, kar je dejstvo, je, da vedno težimo pri vseh terapijah, da pravzaprav dosežemo to stanje, da ima ego na razpolago čim več, temu tako rečemo, prostih kompleksov, s katerimi lahko razpolaga, ki jih lahko uporablja za svoje odzive, oziroma da ima na njih pač čim večjo kontrolo. In skladno z teorijo individuacije, tudi
kot je Matjaž že prej omenil, se te kompleksi, njihova moč je specifična oziroma se menja glede na situacijo življenjsko, glede na življenjske spremembe in nekateri kompleksi pač zgubljajo na moči, zgubljajo na relevantnosti uporabe mogoče, in tudi drugi prehajajo. Predvsem v situacijah, ki so bolj prelomne, kjer se moramo soočati z bolj eksistenčnimi stvarmi, bolj se zares vprašati tudi o egu samem mogoče, pa omenja tudi komplekse, ki imajo večjo energijo in ki imajo več arhetipske vsebine, in se v takih situacijah šele pravzaprav dobijo priložnost, da se malo prebijajo proti zavesti in ti so lahko tudi osnova potem za večjo preobrazbo ega in v končni fazi za drugačno strukturo kompleksov v psihi in seveda s tem tudi za drugačno strukturo ego kompleksov. Sem preveč zakompliciral. Ja, mogoče bi kakšno dal besedo skupini, ki ste prišli danes, nedeljsko popoldne oziroma zgodnji večer, darovali za knjigo. Zdaj nekaj vprašanja. Kako razumem, zdaj komplekse so v bistvu to na nek način neki obrambni mehanizmi? Ali ne? Ali so kot neka lupina, ki imamo lušča počasi? Ta knjiga ne podpira te teorije. Ta knjiga pravi, da je celotna psiha sestavljena iz kompleksov, različnih. Da je to nekaj popolnoma normalnega in da je kompleks problematičen šele takrat, ko dejansko lahko začne delovati recimo kot premočna obramba. To, da deluje kot obramba, ni vedno samo po sebi narobe. Takrat, ko ima preveliko količino energije. To lahko tudi pomeni, da ni obramba, da enostavno do njega nimamo, da nas v določenih trenutkih prevzame in reagira na nas tojega, to verjetno vsi poznamo, ko se pa vprašamo, kam je to bilo. Tako da obrambe seveda imajo nekaj oprav za vsem tem, ampak jaz jih ne bi na ta način razumel. Ja, obrambne mehanizme je bolj freudovska terminologija, obrambne mehanizme osebnosti. Razdelala jih je Freudova hčerka Anna Freud. In jih je pač kar nekaj, in bi jih lahko tudi razširili, lahko bi pač v neki teoriji bi lahko imeli 100 teh obrambnih mehanizmov, in seveda so povezani življenje, ampak seveda kompleksno reagiranje, reagiranje iz kompleksa, je tudi obrambno reagiranje, obrambno reagiranje pa vedno, da pravzaprav pretirano ščitimo nekaj, kar ne bi nam bilo zelo pomembno, pa v bistvu ne vemo več, zakaj nam je pomembno. Sprav nekaj, kar je bilo mogoče, ko smo bili mlajši, smo res bili v neki situaciji, v kateri smo se morali zaščititi, kasneje v življenju pa imamo določen način reagiranja, ki je zgubil povezavo s tem, kar ne bi ščitil. In to je dejansko v kompleksu. Ta zadeva je zakopana v kompleksu, ta, ki ne bi jo naša reakcija ščitila. In ne vemo več, zakaj tako reagiramo. Reagiramo pa še vedno. To je ta osnovna teorija obramba, z freudovskega vidika oziroma teorija kompleksov iz jungovskega. Tako da kompleksi ščitijo, če ščitijo preveč, nastane iz tega obramba, ki je lahko neplodna. Mogoče, čeprav še z enega drugega konca, če me boš popravil, če bi šel predaleč, ampak jaz si predstavljam recimo rastno karto z vsemi možnimi njenimi kombinacijami in s progresijami in tranziti, seveda, oziroma verjetno tle s progresijami samo. Kad je vsaka od kombinacij tam noter bi jo lahko bral kot kompleks. Skratka, kot nek vzorec, kot nek arhetipski vzorec, če hočeš, ki jih je veliko, ki se med sabo vidijo, ne vidijo,
vplivajo en na drugega. Ne. Nekateri od teh so obrambe, nekateri so sence, jih ne vidimo. Se me težko ločite. Vidite, recimo pozitivni kompleksi, ne, recimo pozitivni materinski kompleks, ne, recimo nekdo, ki ima, recimo pozajmo čisto klasičen primatik, ki ima recimo 3 otroke, bo avtomatsko vedela, kako jih zaščititi, ne. To je takšen pozitivni materinski kompleks. In zdaj, če ta kompleks zelo debo, ne, jih bo ščita tudi takrat, kadar ni treba, ne, bo ona že imela vse scenarije, kako narediti, ne, da jih zaščiti pred tako imenovanimi slabimi izkušnjami, ne. Torej pred življenjem, ne, in to pomeni, da seveda ostanejo v vatki, ne, da tako rečem, zelo dolgo, ne, in da niso pripravljeni po eni strani na neke negativne izkušnje, po drugi strani pa še prikrajšani izkušnji. A vidite, prikrajšani, ne, zato ker so bili toliko časa zaščiteni. Pol recimo nek direktor, ne, ki ima pozitiven očetovski kompleks, ne bo ščitil svoje zaposlene, ščitil, dokler nekaj ne poč. In pa predolgo bo ščitil, torej ne bo znal konfrontirati, pa reči, da ne uporabljati tudi nek negativen feedback, ne, da bi lahko dosegel nek razvoj skupaj s sodelavci, če bo imel premočen pozitiven kompleks. Če ima pa premočen negativni kompleks, bo pa skozi nekaj po sebi za nič, pa že spet ni to, pa že spet ni uno, ne. Bo pa v bistvu na drug način se branil pred razvojem, ne, in odnosa sodelavcev in sebe in firme. Tako da imate v bistvu lahko zelo različne situacije, ne, ampak kompleks se tipično prepozna po tem, ne, ko nekdo pride malo v stisko, kako začne reagirati. No, to je pa zdaj tipično, ne, kako se on obnaša, ne, to je za njegov kompleks. Ne. Po kompleksih človeka prepoznamo. Aha, to je pa zdaj on, ja, zdaj pa vem, da je to on, ne. Če bi morali nekoga gledati, nekoga sodati po dejanjih, a ne, pa ne veste, kdo je, potem bi vam pa povedali par tipičnih situacij, kako odreagira, bi pa rekli, to je pa res najboljš on, ne. Potem, torej po kompleksih prepoznamo človeka. Žal je tako, ne. Po kompleksih, ko ga ustrašaš, bo zmer tako ravnal, ne, in takrat ga, ko je pod kontrolo, ne, ampak ko pride izved kontrole, je pa to, ne. Kaj pa razreševanje kompleksov? Naprimer, fant odraščal, oče je vojno lice in je tak in je strok in je drugačen in tako naprej. On dobi iz tega ven red in disciplino, katera potem pere normalno čez življenje, ne? Ampak ima pa še vedno kot odrasla oseba potem ta spomin na očeta kot enega zlobnega človeka. Kako se potem Jung odzove na to, kako bi vseeno sprejel očeta kot tistega? Jung, ne vem, trdi na podlagi tega, da si očeta sam zbral, ali kako Jung to razlaga? Ja, zdaj tle je zdaj, v bistvu so to zdaj spominjanje na tega očeta, izkušnje, občutki, najbrž nekega strahu, zavrnjenosti, mogoče tudi ranjenosti, od strani nekega svojega očeta, recimo, da je bilo tudi nasilje, morda verbalno samo. In seveda pričakovanje je, kompleks ustvarja pričakovanja, se pravi, recimo, da bo šel v terapijo in bo terapevt nekaj rekel in bo on narobe slišal. To je tipično, pri kompleksu je to, da slišimo na način, ki ga kompleks zahteva. Torej, isti stavek, izgovorjen z istim tonom, 5 različnim ljudem, se na različne načine sliši. In to je problem, takrat se kompleks aktivira, in takrat deluje. In seveda se nekdo lahko užali, da bi mi kakoli mislili, osebenega. To je ta negativen očetovski kompleks. Zdaj, dejstvo je, če imamo mi neko terapevtsko situacijo, seveda se lahko na naslednji uri pogovorimo, kaj kdo slišal in kaj nekdo mislil.
se lahko počasa ne razgradi, ne, to pričakovanje. Dejstvo pa je, da, ko si vprašal, zakaj imamo ravno takšne starše, se to recimo... Kako Jung razreši to situacijo, no? Zdaj, on najbrž ne več, on je kako bi zdaj... Kako bi zdaj... Ja, z zavedanjem, ne, kaj se je zgodilo, ne. Kaj se je... Ja. On pravi, da sta ključne dve stvari, da najprej spozna, se sooči s kompleksom tem delom, skratka takim očetom, kot ga vidi, v tem primeru verjetno pač predvsem negativnim, strogim in tako naprej, z vseh dimenzijah, ker se tega tudi vedno ne zavedamo, in potem pa predvsem delati na tem, da se lahko spostavi tudi drugi pol, tudi drugi pogled, da vidiš starša potem v ambivalentno osebo, z dobrimi in slabimi lastnostmi, ker pač ni nikogar, ki bi imel sam tak, jaz sam drugačen. Da to je v bistvu pot. To, kar jemljemo mogoče v življenju in v terapiji kot nekaj danega, ne, oče je bil tak, pa tak, ne. Dejstvo je, da tudi otroci sprejemamo določene situacije selektivno. In zdaj, ne samo psihološka astrologija, tudi psihologija prepoznava, da otroci niso nepopisani list papirja, ko pride na svet, imajo določene nastavke, da poberajo določene situacije od staršev. Tako da zelo pomembno je ta zadeva, drugič pa zadeve, ki so objektivno težke, recimo težko rojstvo, prekinitve v prvem letu življenja, težak prehod recimo iz dojke na flaško, pa otrok skoraj umre, pa sploh ni vedel, da je to imel, no potem stalno nekaj katastrofične epizode, da vsake tog časa misli, da bo konc sveta, njegovega, da bo konc življenja in tako, dokler jih ne poveže s tem stanjem. Problem je v tem, da nimamo spomina, da nimamo slikovnega spomina do 3 let, da imamo samo čustven spomin, spomin o stanju, ki je bilo težko, nam otežuje analizo kompleksa. Ampak z nekimi podatki o situacijah, čim bolj podrobnimi, ki jih dobimo od staršev, lahko ugotovimo, kaj je bilo v prvem letu življenja, se pravi v oralni fazi, kaj je bilo potem v analni fazi, kaj je bilo v edipalni fazi, no tam so tudi že spomini. To je druga dimenzija. Tretja dimenzija je pa, jaz tem uporabljam, restitucija staršev. Restitucija staršev, se pravi, v starših, torej najprej imamo recimo nek potlačen, tako lepo spucan, nek takšen pozitiven pogled na starše, potem začnemo analizirati, ugotovimo, da so bili zverine, no in potem to spet enkrat spusti, ko v bistvu starše postavimo v kontekst njihovega življenja, se pravi, kakšno otroštvo so imeli, kakšne so bile objektivne okoliščine, kdaj so mogoče oni izgubili starše, kdaj so zbolela, pa so bili brez starše. In potem, ko starše postavimo, ko prepoznamo njihovo ranjenost, to z nekega razloga, ki ne vem zakaj, ampak dejstvo je, da to pomaga, to se iz prakse vidi, ko razumemo starša, zakaj je recimo imel določen način reagiranja v določenih situacijah, ko je prišel v stisko, se pravi, ko je starš reagiral iz svojega kompleksa, pomaga, da vluščimo svoje komplekse. In potem vidimo, da v bistvu je bila to njihova šibka točka, da so dejansko dekompenzirali, se razpadli v določenih situacijah in so se obnašali težje, mogoče tudi nasilno. Tako da ne gre zdaj za upravičevanje staršev, ampak gre za razumeti starše in potem svoj kompleks, kako je nastal na podlagi njihove osebnosti. Tako da ta restitucija staršev ne pomeni, da so zdaj spet lepi in ne vem kakšni, ampak samo to, da so realni. Da so realni in da v bistvu so toliko komplicirani, toliko kompleksni kot vsi ostali ljudje v našem življenju.
to se mi zdi res pomembno, da jih lahko tudi izpustimo, da dejansko postanejo lahko celo zelo podobnem položaju, kot vsi ostali ljudje v naših življenjih. Ker se še danes mogoče za marsikoga sliši bogokletno, kako mora biti starši nič bolj pomembni kot ostali ljudje v življenju, ampak včasih pridemo tudi do tega, da življenje gre naprej, in da če razumemo starše in jim oprostimo, takrat največ naredimo ko razumemo starše, največ naredimo za luščenje svojih kompleksov. To se mi zdi res zelo pomembno. Če je to bogokletno, kaj še je bogokletno, če to trdiš za otroka? Kaj? Za svojega otroka, da je to pomembno, kot vsi ostali. To je najbolj manj drugače. Čeprav mnogo veliko staršev ima problem, kako izpustiti otroka, ko pride čas. Mogoče še kakšno misel. Se mogoče podaja v tem smislu, ne govorimo o negativnih kompleksih, da vse pozitivnih, a pa lahko v bistvu, če ima povežen terapevtsko, lahko govorimo, da pravzaprav iz negativnega delamo na transformaciji do pozitivnega, a gre tukaj v tem smislu, da neutraliziramo, mogoče malo. Mislim, da v obeh primerih gre za to, kar smo zdaj govorili, za restitucijo, skratka za vzpostavitev uravnoteženega pogleda, ker pozitivni sem prej poskušal opisati, sam pomeni, da v nas prevladuje pozitivna podoba, ki nas pa ravno tako lahko ovira in to fejst ovira. Preveč skrbna mama, kot smo že omenili, bo sigurno ostala, ni sigurno, ampak bo verjetno ostala pozitivna, ampak zaradi nje mogoče ne bomo sposobni funkcionirati. Medtem ko negativni pač po tem, ko Dickmann to razlaga, pa predvsem pomeni, da nočemo biti, skratka, da vidimo samo slabo plat in da nočemo biti podobni staršu, kar ponovadi pripelje ravno do tega, seveda, da smo, da se potem toliko ukvarjamo s temi lastnostmi, ki jih ne bi imeli, da nas tako drugače obvladuje. Skratka, v obeh primerih je treba iti ravno v kontrasmer od tam, kjer začneš. Druga zadeva tukaj je pa teorija bipolarnega kompleksa. Zdaj pa ne vem več dobro, a je to od Junga ali je to od njegovih naslednikov, ampak skratka, da je vsak kompleks, da ima dva pola, da se pravi pozitiven pa negativen in zdaj, če recimo izražaš negativen kompleks, recimo negativni četovski kompleks, stalno nekaj težiš, recimo sodelavcem pa doma, pa prijateljem, pa vse je za nič, pa oni so za nič, pa nič ni dobro narejen, pa že spet bo nekaj, pa že spet bomo brez denarja, pa že spet si to uničil, pa nič to dobro ne narediš in tako, To pomeni, da bo pozitiven del bo obrnen vase. Tak človek bo imel v sebi v bistvu pozitivno mnenje. Jaz sem v redu, Ampak vsi ostali so za nič. To je pogled na komplekse, se pravi, ko malo bolj sebe oceni, pa začne videti svoje napake, ko uspe neko zrcaljenje, potem lahko tudi to svojo negativiteto, ko jo usmerja v okolje, lažje obvladuje in razgradi. Podobno nekdo, ko hoče za vsako ceno dobro, jaz hočem pomagati, jaz hočem, recimo en terapevt s posebnih obraz, hočem pomagati, jaz hočem dobro, hočem svetovati, veste, se res trudim, to, je v bistvu pogosto človek, ki ima negativni kompleks obrnen vase, ki ima v sebi zelo nizko mnenje, slabo mnenje, se v bistvu ne ceni dovolj in potem skuša za druge, recimo, maksimalno narediti kao in biti dober za druge in vse, v bistvu v sebi ima pa precej težko notranje življenje, polno nezaupanja, dvoma, mogoče anksioznosti, s katero se bojuje. Grozljivo čustveno življenje, slabo samopodobo.
da to je pa drug pogled, ne? Se pravi, da s tem, ko odkrije tudi svojo vrednost, ne? Tudi sprejme neko zrcaljenje realistično, ali lahko tudi v bistvu oba pola poštima, ne? Zato, ker tudi drugim se ne da pomagati, ne? Pa se da v omejenem obsegu, če zase ne poskrbiš, če sam v bistvu nisi svojim primerom svojega življenja, ne? Zadovoljen, srečen, ustvarjalen. Če se vsega odrečeš, ne, pa hodiš tam, da Jezus okoli, bos pa tako, ne, je vprašanje, če ti bo govoril, ne, da hočeš pomagati, ne. Da prej do kakšno institucijo poklical. Se zdi tole malo bolj zapleteno. Mislim, da je tole malo poenostavljeno. Ker v bistvu nekdo, ki je pozitiven, želi deliti pozitivno, ne? Z drugimi. Deliš tisto, kar imaš. Ja. Ne vem, ne, da si zelo pozitiven, zven tako negativen. Ne vem, kakšna konsistentnost, osebnost, integriteta je to. To je zelo proteslovna osebnost. Kaj s kompleksi? Teorija, ne. Kaj je integrirana osebnost, no? Recimo z vidika kompleksov? Ja, kompleksnost predvsem ne bi nagajal, ne, z popačeno percepcijo in z neprimernim reagiranjem. To je pač cilj, ne, nekega kompleksa, ki ni premočen, ne, ker zdaj, v tem jugovskem smislu, ne, so kompleksi kot neka vrsta mandale, ne, tako da kompleksi ne bi bili enakovredni, smo materinski kompleks, včerajšnji kompleks, ego kompleks, kompleks učitva in tako naprej. In ne bi v bistvu delovali eden na škodo drugega. To je to. To, kar je bilo prej, bila neka takšna ekstremna prizoritev. Kako bi lahko opisali bipolarni kompleks. Ampak v praksi z analizo se izkaže, da je tako. Občutki, ki so recimo zelo enosmerni do okolja, jih ponavadi analiza pokaže, in to tudi skozi sanje pride, z tega tudi ne zavedamo, ker potlačimo negativni pol v tem primeru, ne, če je navzven zelo pozitiven. Tako da se to kaže recimo ne tako neposredno, ampak je to skrito. Se to kaže skozi to, kaj delamo s sabo, koliko si privoščimo, koliko sebi odmerimo, koliko smo res do sebe blagi, koliko si sebi res nekaj damo. Ne. Tako da, če nimate več pripomb, ali imate še kaj? Kompleks še? Ja, nisem mislil. Zanima, kako je, pomenim, da so kompleksi avtonomne, v bistvu neke entitete, ki hoče tudi uzurpirati ego. Zanima, kako je s to personifikacijo, ker ste pomenili, da v starih kulturah so jih dejansko doživali kot ločena bitja, ne? Ja, na tle imam eno sliko. Tole je sedeča figura, slika v Torontu, v muzeju v Kanadi, in ta se ve, kaj pomeni. Je sedeča figura, samo piše 9400, približno iz Gvineje. In zdaj dve vrsti, torej stare kulture so poznale dve vrsti teh demonov ali pa biti. En del njih izhaja, so kot neke vrste motilci, ki otežujejo življenje in nam delajo neprimerne odzive. In
Drugi del so pa kot neki elementi duha, duhovnega sveta, ne, so kot en del, recimo, ostali reči so govorili tudi o pozitivni vlogi določenih demonov, ne, oziroma daimonov, ne, recimo Sokrat je imel svojega daimona, ne, ki mu je bil Sokrat zvesta, ne, in je zaradi tega tudi končal, kot je končal, tega ubogal, ne, svojega duha, ne. Te pa v bistvu so pa bolj en del sebstva, ne. Prihajajo bolj kot neke vrste, nek notranji klic, ki potem pomeni, recimo, lahko določen poklic zaradi tega, ne. In niso v tem smislu del kompleksa, ampak so samo en notranji, lahko bi rekel, vodič oziroma duh, ne, ki v človeka zahteva določeno življenjsko pot, ne, in ki se mu lahko človek odloči podrediti, ne, zato, da nečemu služi, ali pa da nekaj iz sebe naredi, ne. Da ta razlika med tem, iz katerega sveta ne prihaja eden ali pa drug, je včasih zelo težko ugotoviti. A pa je realno za sodobno psiho, da jih doživlja tako personificiran, ali dejansko to ni več možno, glede na to? Lahko bi jih doživljali, recimo v sanjah se pojavljajo določene figure, ne, ki bi lahko bile slike tega. Da se jih tudi, recimo z jungovsko tehniko aktivne imaginacije, se jih da v bistvu, ne, da dobijo obliko, ne, ko dobijo obliko, je enkrat možna komunikacija z njimi, ne, s temi figurami, tako da zagotovo, ne. Odvisno od tega, koliko nekdo vzdrži, pa koliko nekdo zmore, da dela na ta način, samo svojo notranjost. Še eno vprašanje, sicer ne vem, koliko je s tem povezano, ampak kako se omenil, da pride ta ena volja od teh duhov, oziroma kompleksov, in se človek lahko odloči temu podrediti, s temu služati, ne? Ali pa tudi Bog bil to, ne, ko govorimo o Božji volji, pa sveti Božji volji. Ta dela, ne, to je ta del, ki prihaja iz sebstva, ne, iz večjega ali pa globljega jaza, ne, kot mu pravimo v jungovski psihologiji, ne. Ta del je zagotovo nek notranji klic, ne, ki je duhovne narave. To je pač nekaj, čemu lahko v življenju sledimo, ne, na svoji poti. Pač karkoli že to je, ne. Zdaj, jungovski pogled na Boga, ne, je pač takšen, da ga je treba na nek način Boga na nek način roditi, ne, v sebi, da tisto na nek način vzpostaviti stik z duhovnostjo, ne, pa z nekim globljim bistvom v sebi, ne, tako zato to je ta osnovna jungovski model, da ga je treba na nek način izkopati, ne, to svoje globlje bistvo. To potem ni kompleksa, ne. Lahko pa bi tudi rekli kompleks Boga, ne, dokler ga ne izkopljamo, ne, kaj je zdaj podoba Boga, osebna podoba Boga. Mislim, da nas čaka kakšen kozarček, pa kakšen sendvič. Ne takoj pobegati, pa odgalopirati, ne. Da lahko se še malo podružimo s sosednjim.